Smo v Lestvarskem muzeju, Radovljici, najbolj znamenitem muzeju za pripravo lestvarskih izdelkov in poglejmo si, kako jih proizvajajo živo. Razžuljalnik. A je testo skrivnost ali testo ni skrivnost? Malo je, ne? Kar povem sestavine, ampak ne boste znali količinsko. Ne, samo vprašam, takole, če ponavadi vsi pravijo, da je skrivnost testo ali je. Ja, se tudi mi smo, je. Samo glih tako moka, med, cimet, klinčki, voda, jelenova sol. Pa je pa odvisno, kako se to vse. Vsa razmerja, ne? To pravi, seveda. Ne vem, kar malo zluzi. Zdaj bom jaz lahko, aj prav? A delate tudi po naročilu ali? Tudi, ja. Tudi po naročilu, vzorce. A, to je takole. Pa bom najdla telefon. Kje pa je ono to staro srce? Zbirka teh starih listov so nam jih v bistvu z vseh koncev Slovenije dali v izposojo. Drugač najstarejšo punčko imamo pa tukajle. Nisem razumel natančno, 974 je nastala tale punčka in je v bistvu najstarejša pač iz tega muzeja. 10 let nazaj smo dobili tole opevko in tukaj lahko z receptom in poznanjem odrežili. Imam ta rumunski pan, škrajner pajšem, ki nam je v bistvu od njih smo odkupili tudi ta recept, vse. Imamo večina stvari od njih, tudi tele stare pičice, zele, miklavže, pažene. Takole imamo pa od ljudi. Ampak v vašem muzeju so tudi stvari iz ostalega dela Slovenije ali ne? Tukaj imamo zdaj primerke, ki so jih v bistvu ljudje dali za izposojo. Razumem. To so stara listova srca, ki so jih kupovali nekje druge, ne pri nama. Imajo pa vsako listovo srce na svojo začisto. Običajno bo to, da je fant poklonil detetu listovo srce in potem sta se poročila ponavadi strine. Recimo tale listovo srce tukajle jih pričam tem, da je fant poklonil listovo srce punci, potem se postala mož in žena in še danes sta skupaj. Kako smatramo, da je v listovo srce. Razumem. Ampak vi ste edini muzej v Sloveniji, ki se s tem ukvarjate? Ne, nismo edini. Še Dolenjski meni, ne? V bistvu bolj v severovzhodna del Slovenije, se pravi Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Radgovci, Slovenj-Gradec, recimo. Mi na tem koncu pa bolj kot ne edini. Če štejem Radgoške kruhe, pa, ki so pa mogoče malo drugačna vrsta lista. Radgoški kruh, ki so v bistvu navadni medenjaki, oziroma se tudi navada medenjak, samo so v bistvu prostoročno izdelani, medtem ko naše so v bistvu najprej s temi pročnimi deli, ki se pojavljajo v 19. stoletju, predtem so pa uporabljali take lesene kalupe oziroma prostoročno so izdelovali medeno pecivo. Mi jih pa potem barvamo, dekoriramo, okrasimo, se pravi vse zunanje. A še lahko našim bralcem in gledalcem poveste nekaj o vaši hiši? Kateri pregled, zgodovinski pregled hiše? Se pravi, začetki te dejavnosti segajo v leto 1766,
Takrat je bila prvič v tej hiši odprta lesterska delavnica. Odprl jo je Jakob Krivic, ki je nekako delovala do konca 19. stoletja. Prav zaradi te dejavnosti se je v bistvu tudi hiše sprejelo ime pri Lesterju, ki je bil nekako tudi povod za nastanek oziroma poimenovanje gostilne Lester, ki nemoteno deluje od leta 1852 in velja za najstarejšo gostilno v Radovljici. Lesterstvo je pa tukaj v tej hiši zamrlo konec 19. stoletja in v bistvu takrat se je razgubila vsa oprijema, znanje, vse nekako je šlo v pozabo, tako da 10 let nazaj smo v bistvu družini z Ljutomera dobili oziroma odkupili to staro delavnico, to staro oprijemo, recept in pa znanje. Hvala lepa. Delujemo tukaj že 10 let. In to so zahvalna pisma, to kaj pa to pomeni? Tukaj imamo eno opravičilo, v bistvu ena punčka, no, je v bistvu, ko je videla svojo sestro, da je vzela eno tole rožico, ki je sestavni del dekoracije in v bistvu ni tukaj narediš. Ni videla, da jo je sestra dala nazaj, ona je pa vzela domov, da je poleg hotela doma, da je v bistvu ukradla in potem je z dobrimi deli, gospodinjskimi deli nekako se odplačala ta greh in napisala to pismo in nam poslala pa še 2 evra. Ne vem, po katera pija je to bilo. Razumem. Hvala. Smo sicer probali tudi s cvetličnimi, ampak kar nekaj ni bo prav, no. In bo testo bolj več možnosti. No, da bi bil rad utrinek iz Lesterskega muzeja, je res nekaj znamenitega in se ga splača obiskati v središču Radovljice, po domače tudi v Linhartovem mestu.